Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, izjemoma enkrat letno to naredimo. Oddaja Župan za vas z prizorišča Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra 2019 z županom Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandrom Jevškom. Dobrodošli. Nekaj posebnega je seveda takole v vrvežu med ljudmi. Morda prvo vprašanje, ste že kaj obiskali v lastni režiji, razen tistega, kar vam narekujejo seveda dolžnosti in obveze, kar se tiče županovanja tukaj na sejmu? No, najprej lep pozdrav vam, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vašega programa. Za župana ni vrvež med ljudmi nič posebnega, ker se to dogaja vsak dan. Sicer sem pa prvič letos na sejmu, skupaj z predsednikom Državnega zbora, magistrom Dejanom Židanom, sva si ogledala del sejma, sedaj on gre po svojem programu, jaz po svojem. Me pa na nek način veseli, da sem dobil podatek od direktorja sejma, gospoda Rjavca, da je bil včeraj rekorden obisk, kar pomeni, da sejem že daleč prerašča slovenske meje, da je to postal glavni sejem v Srednji Evropi. Zelo me pa veseli, da je partnerska dežela Štajerska letos kot partner tega sejma, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da imamo z njimi že veliko skupnega, veliko pa imamo tudi skupnih načrtov. Povrniva se malce v dogodke, na osrednji dogodek letošnjega leta v Prekmurju, absolutno je to stoletnica združitve. Počastili smo v Prekmurju ta res slavnostni jubilej na različne načine. Seveda osrednja zadeva je bila državna proslava ob stoletnici, tudi Sveta Maša poprej nekaj dogodkov. Kako vi kot župan Mestne občine Murska Sobota ocenjujete? Pa seveda še kopica dogodkov se bo zgodila v prihodnje do konca leta. Jaz si želim, da 100. obletnica ne bi bila končana z 31. decembrom letošnjega leta, ampak da bi spomin in pa zavest o pomembnosti tega dogodka, priključitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom živela še naprej, naslednjih 100, naslednjih 200 let. Da ni omejeno to samo na letošnje leto in na letošnje dogodke. Seveda sama proslava v Beltincih z Mašo predtem je bil izjemen dogodek, izjemno veliko ljudi se je udeležilo tega dogodka, tudi včerajšnja Maša z predsedniki države, predsednikom vlade in državnega zbora in vsemi navzočimi visokimi predstavniki katoliške in evangeličanske cerkve, se mi zdi, da so dali poseben pečat temu dogodku, tej proslavi oziroma obeleževanju. Bi pa rekel takole, pogostokrat mi Prekmurci jamramo, da Ljubljana premalo gleda na nas. Zdi se mi, da je letošnje obeleževanje bilo deležno izjemno velike pozornosti državnih medijev. Tako državne televizije, tukaj moram izpostaviti našo rojakinjo Ksenijo Hrvat, ki je izjemno veliko oddaj pripravila na to temo, zelo poučnih oddaj. Hkrati so bili tudi tiskani in elektronski mediji polni informacij, s katerimi so se lahko tisti Slovenke in Slovenci, ki niso poznali in ne poznajo tega pomena zgodovinskega dogodka, seznanili, zakaj gre. In kot ste rekli, letošnje leto se še nadaljuje z določenimi dogodki po programu, ki ga je pripravil iniciativni odbor in ki ga podpira tudi Ministrstvo za kulturo. Kar se Mestne občine Murska Sobota tiče, pa napovedujemo postavitev spomenika v centru mesta ob 100. obletnici, ob zaključku leta. Rekli smo, da bomo dali piko na i, kar se tiče leta 100. obletnice obeleževanja tega dogodka. Vrnemo se na vaš komentar, dr. Aleksander Jevšek. Rekli ste, da Ljubljana včasih ne prisluhne, ampak s kolegom Zoranom Jankovićem ste se dogovorili. Prekmurje ima svoj trg v Ljubljani, kakšen teden dni nazaj, nekaj manj, je bila otvoritev Prekmurski trg. Torej, vendarle se premika tudi v metropoli na bolje. Ja, gledajte, z predsednikom iniciativnega odbora in prvim predsednikom republike, gospodom Milanom Kučanom in Marjanom Šiftarjem, smo se pred letom pa pol oglasili pri mojemu kolegu
gospodu Jankoviću, županu glavnega mesta, in na nek način smo se pogovarjali o tem, kar je izhodišče letošnjega praznovanja, da je 100. obletnica priključitve Prekmurja slovenski praznik in ne zgolj praznik Prekmurk in Prekmurcev. In dogovorili smo se, da se v Ljubljani, v našem glavnem mestu, po vzoru Primorske, postavi posebno obeležje. In moram čestitati vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom, tudi članom mestnega sveta in seveda županu, da so prisluhnili, se jim tudi zahvaliti. Dobili smo Prekmurski trg in dobili bomo tudi spomenik ob 100. obletnici, ki bo odprt nekoliko kasneje, ampak bil sem prisoten na tej prireditvi in izjemno vesel sem bil, da je na Prekmurskem trgu ob otvoritvi bilo zelo, zelo veliko Prekmurcev. Ne samo tisti, ki so prišli iz Prekmurja tja, ampak tudi tisti, ki živijo in delajo v Ljubljani, kajti Prekmurje je dalo izjemne umetnike, izjemne znanstvenike, izjemni ljudi, ki bodo dobili zdaj tam svoj trg, tudi skupaj z nami, in se mi zdi, da se bo tam še marsikaj prekmurskega dogajalo. Postavljamo v globalnem pogledu v Sloveniji. Nenazadnje veliko je v zadnjem času govora o ustanovitvi pokrajin. Dolgo se je že tole govorilo, tudi Evropska unija nekako je spodbujala to zadevo, tudi razpisi Evropske skupnosti unije nekako dajejo prednost pokrajinam oziroma več občinam skupaj. Kako daleč je, gospod Jevšek, ta zadeva, ali je sploh dozorela v Sloveniji in kakšni so odzivi prvi na ustanovitve pokrajine, koliko bi jih ne bilo v Sloveniji? Jaz sem ponosen, da sem del 27 pomurskih županj in županov, ki smo pravzaprav spodbudili ta proces, da se v Sloveniji zopet začne pogovarjati o nujno potrebnih pokrajinah. Mi smo celo rekli, da bomo spisali svoj zakon o ustanovitvi pokrajine Pomurje. Vemo, da to ne bi bilo uspešno v državnem zboru, toliko znanja pravnega imamo, ampak vseeno smo pa potisnili ta voz naprej in sicer po principu od spodaj navzgor. So vsa tri združenja občin Slovenije, sam trenutno predsedujem skupnosti občin Slovenije, ki združuje 176 občin, po tem principu prisilili in spodbudili državo, da je zopet začela proces ustanavljanja pokrajin, ki jih nujno potrebujemo. Namreč država se je preveč centralizirala in veliko funkcij, predvsem kar se tiče prostorskega umeščanja, je preveč vezano na državo. Preveč ljudi vsak dan potuje v Ljubljano in se vozi sem in tja in naša ideja in pa zahteva je, da se te funkcije države razpršijo po državi, da se nekatere državne funkcije porazporedijo na pokrajine z pristojnostmi in bomo hitreje in lažje živeli. Zaradi tega se mi zdi ta proces dobro postavljen, podpira ga tako predsednik republike kot predsednik vlade. Prejšnji teden smo imeli v državnem svetu skupaj z skupino strokovnjakov, gre za 30 najuglednejših pravnikov in geografov v Sloveniji, sestanek, iz katerega sem šel zelo optimističen. Bi pa rad povedal, kar se tiče pokrajine Pomurje. Veliko je špekulacij bilo tudi v medijih, ali bo Prlekija zdaj zraven Pomurja, ali bo Radgonski konj zraven Pomurja. Poglejte, tako bo, kot se bo ljudje sami odločili. Ampak jaz mislim, da če se nekdo čuti, glede na to, kam hodijo deca v srednjo šolo, kje se udeležujejo kulturnih prireditev, kje se nekako povezujejo tudi gospodarsko in sicer družbeno, tja se bojo odločili. In jaz mislim, da zgodovinsko gledano pomurska pokrajina, ne da bi zdaj posegel v odločitev posameznih občinskih svetov in občanov, da združuje 4 upravne enote. Torej Gornjo Radgono, da je na prvo mesto, ker smo na sejmu, Ljutomer in pa Lendavo ter Mursko Soboto z vsemi občinami in se mi zdi, da v tem prostoru smo neka zaokrožena pokrajina, ki
bo za novo vzpostavitvijo imela izjemno večje razvojne priložnosti. Gravitiramo na Muro, bodi tako in tako naj se tudi nekako zaključi. Greva seveda v mestno občino Murska Sobota, da ne bova pozabila osnovnih zadev, prenova mestnega središča, se pričenja tudi mestnih in primestnih ulic. Boste pričeli kaj kmalu, morda nekaj o tem za Mursko-Sobočance, občanke in občane? Ja, torej mi v sklopu projekta celostnih trajnostnih naložb, o katerih sva tudi midva že veliko govorila, sedaj pričenjamo največji projekt, to je 5-milijonski projekt prenove mestnega središča. V naslednjih dneh bomo izdali sklep o izbiri izvajalca. Jaz upam, da ne bo kakih pritožb in če bo vse po sreči, potem nekje v oktobru začnemo z prenovo mestnega središča od krožišča pri Zvezdi do sodišča. Mi smo pripravili posebni komunikacijski načrt, s katerim bomo ljudi najprej seznanili, kako bodo dela potekala, posebej se pogovarjali tudi, kar smo tudi že v preteklosti delali, ampak še enkrat in znova z lastniki lokalov v samem mestnem jedru, z stanovalci, ker želimo, da to obdobje, skoraj 2 leti bo trajal ta projekt, mine z čim manj pretresi. Veste, včasih smo ljudje zelo zahtevni do kakovosti življenja v nekem okolju, ne zavedajoč se tega, da moramo tudi včasih potrpeti. Če se želi nekaj narediti, potem je treba potrpeti in jaz bom verjetno od septembra naprej pri vsakem našem javljanju apeliral na to strpnost, na potrpežljivost, ker to pač moramo narediti. Dela so zelo obsežna, trajala bojo skoraj 2 leti, kot rečeno, vrednost 5 milijonov evrov, ampak po 2 letih bomo rekli, da je naše mesto še lepše, še bolj zeleno, kajti posadili bomo 92 dreves na Slovenski ulici in se mi zdi, da se splača potrpeti. Imamo pa srečo in pa seveda na nek način se zahvaljujem svojim sodelavcem, da so uspeli pridobiti evropska sredstva za ta projekt. Od 5 milijonov 80% skoraj krije Evropska unija. Tako da mislim, da moramo to izkoristiti. Mi se pa spogledujemo seveda že z naslednjo finančno perspektivo. Tudi na Ministrstvu za gospodarstvo sem bil na sestanku pred dnevi. Kaj bomo delali naprej? Soboška tržnica in ta del mesta zasluži posebno pozornost, ampak o tem se bo potem še imela priložnost pogovarjati. Ne govorite samo o mestu, o mestni središči, tudi ostale krajevne skupnosti kot take so deležne pozornosti. V Črnelavcih boste igrala, postavili za otroke, za odrasle, tako da nekaj tudi o tem poveva. Dobro, to je posebna zgodba, ki je odmevala v javnosti. Glejte, jaz se na nek način, moram reči, strinjam z enimi in z drugimi. Tisti, ki so neposredno živeči ob bodočih, sedaj igrali, ki smo jih postavili, imajo svoje pomislike, podporniki igral imajo svoje pomislike. Ampak župan mora na koncev udariti po mizi pa reči, tako bo. Jaz sem se odločil, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da imajo otroci pravico do igral. In pravica otrok je vedno pravica pred vsemi nami starejšimi. In igrala so bila dobavljena na željo krajevne skupnosti. Prostor, kjer so postavljena, je bil namenjen igralom. In sedaj so postavljena in sem prepričan, da tudi tisti, ki v imenu zmanjšane kvalitete kakovosti življenja so proti igralom, da bodo zopet slišali otroški smeh in da jim bo prijetno. In jaz mislim, da je bila ta odločitev tudi na mestu in dobra. Ostale investicije seveda v Črnelavcih, tako kot smo obljubili, današnji dan smo začeli z prenovo, torej za naslednjo fazo prenove kanalizacijskega sistema na Liškovi ulici. Kot vemo, je problem kanalizacije v Črnelavcih prisotni že dolga leta, sedaj od lani in letos ga bomo poskušali omiliti, s tem, da, kot sem obljubil, delamo celostno prenovo kanalizacije v mestu Murska Sobota, hkrati pa začnemo z prenavljanjem nekaterih mestnih ulic, ki so v zelo slabem stanju.
nadaljujemo za prenovo Tomšičeve ulice, Tomšičevo ulico do Trstenjakove v celoti preplastimo, hkrati staro ulico, ki je dejansko stara, tudi po luknjah sodeč, prenavljamo. Obljubil sem stanovalcem Razlagove ulice, da jo bomo preplastili, to se bo tudi storilo. Imamo preplastitve v Bakovcih, v Krogu, tudi in še bi lahko naštevala, da se ne bova zamotala pri teh preplastitvah. Ta proces prenove in obnove mestnih ulic je stekel, ker smo podpisali pogodbe in tudi tukaj bi pozval občanke in občane, če kdaj kakšna ulica zaprta ali pa postavljen prometni znak, ni ravno treba klicati na občino, župana, kaj se dogaja, ampak bodite optimisti in povejte sami sebi, zdaj pa res nekaj delajo in bo cesta bolj gladka, brez lukenj. Nekaj aktualnosti še za konec najinega pogovora. Župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Balonarski festival, balonarski spektakel. Celo mi smo ga najavili kot največji spektakel balonarstva v Sloveniji letošnje leto. Gre za odprto državno prvenstvo, ki poteka v tem tednu v Rakičanu, seveda s udeležbo tujih, ker gre tudi za tuje državna prvenstva. 17 držav, 40 balonov bo v zraku tekmovalo in tudi to je nekako promocija dežele ob Muri. Zraka je zadeva še bolj vidna in generalka za prihodnje leto, ko je tukaj svetovno prvenstvo balonarjev z okrog 100 ekipami. Tudi to je dogodek, ki ga velja omeniti, ne? Pomurje ni samo meka za kolesarje, ampak tudi za balonarje. In zaradi tega je mestna občina Murska Sobota absolutno podpirala in bo podpirala tudi materialno letošnje odprto državno prvenstvo balonarjev. Jutri se začne in to je generalka za svetovno prvenstvo, kot ste povedali. Na svetovnem prvenstvu bo tekmovalo 100 balonarjev iz celega sveta. Med drugim imam svežo informacijo od organizatorja, da so v Pomurju že tudi kitajske ekipe, torej vidimo, kako daleč seže glas Pomurja in sem prepričan, da bo ta glas dobrih gostiteljev, dobrih organizatorjev segel tudi do Kitajske. Veste, to počasih ali pa ponovadi pomeni tudi dodatne obiske naše regije. Če ste danes zjutraj spremljali najsvežejše statistične podatke o obisku turistov v pomurski regiji, so ti izjemni, spodbudni in nam daje še dodatno energijo, da imamo prav, da smo postavili Expano, da imamo prav, da promoviramo našo regijo in se mi zdi, da je to potrditev tega, kar počnemo. K športu brez nogometa ne gre, zaradi tega, ker pač Prekmurje še vedno euforično. Mura v letošnjem prvenstvu še ni izgubila tekme, nazadnje je imela težko gostovanje v Ljubljani pri Olimpiji. Ne vem, kako sta se z kolegom Zoranom Jankovićem na koncu tekme gledala. Priložnost za zmago, izpuščena, pa vendar tudi z neodločenim izidom 1:1 se tekma končala v Stožicah. Moramo biti zadovoljni navijači Prekmurja oziroma Mure. Glede, dala sva si roke, tako kot bi si dala roke, če bi zmagala ena ali druga ekipa, kajti šport združuje tudi mesta in tudi mene kot župana in župana mestne občine in celotne občinske ekipe. Zaradi tega je potrebno nogomet spodbujati, mi imamo izjemno ekipo. Izjemno srce ima, res ima ta ekipa Prekmurje v srcu in jaz sem bil navdušen nad tekmo. Glede, šport je pa vedno tako, ne gre vse gladko, včasih tudi sam sebi zabiješ gol, ampak to je dobra izkušnja za naprej in se mi zdi, da bomo letos spremljali še zelo dobre predstave naših fantov in pa komaj čakam naslednje tekme, ki se bom udeležil. Mislim, da to Aluminij, Kidričevo, potem pa spet doma. Ja. Morda za konec enega pogovora ena prijetna, lepa dolžnost, tudi morda vzorčna zadeva za vse ostale župane. Že nekaj let kot župan na prvi šolski dan obiskujete osnovne šole in obiščete prvošolce. Obiščete jim, zaželite seveda v tujini, je ta zadeva še bolj pompozna. To so posebne darila, dajejo prvošolčkom, ko gredo prvič v šolo kot spomin na to. Vi obiščete osnovne šole in zdi se mi to, da je to nekaj res čudovita gesta, ki vzame sicer veliko časa, ampak to so naše bodoče občanke, občani in prav je temu tako. No, mi smo se že pred dobrima 2 letoma v mestnem svetu odločili,
da na nek način tudi obdarujemo prvošolčke z nakupom osnovnih potrebščin, ki jih potrebujejo, predvsem za tiste starše, ki si teže to privoščijo. Prisotnost župana in pa pozdrav vsem prvošolkam in prvošolcem pa se mi zdi en tak poseben dogodek, ki ga vedno z veseljem, čeprav je zelo natrpan, ker je potrebno v vse prve razrede na šolah oditi, se mi zdi nekaj posebnega. Veste zakaj? Zaradi tega, ker velikokrat potem doživim, ko grem po ulici in srečam kakega kratkohlačnika, pa reče, o, žive župan. In to pravzaprav je tisti res prijeten trenutek in spoštovane gledalke in gledalci, starši in pa seveda tudi prvošolke, prvošolci, že zdaj želim uspešen korak na eno novo življenjsko pot v prvi razred osnovne šole, ki pomeni dejansko, ko potem potegnemo črto pod svojim izobraževanjem, en najlepših dnev v življenju. Hvala lepa za obisk v našem mobilnem studiu na sejmišču v Gornji Radgoni, župan dr. Aleksander Jevšek. Cenjene gledalke in gledalci, tako pester in bogat, kot je bil dajen pogovor danes z županom, je tudi dogajanje na 57. Mednarodnem kmetijskem živilskem sejmu tukaj v Gornji Radgoni, Agra 2019. Če še niste bili vabljeni, tudi v imenu televizije AS, da pridete in podoživite nekaj lepih trenutkov. Pa do prihodnje oddaje, župan, za vas vse dobro.